Доброе утро, дами і господі. Hvala. Začnemo. Danes imamo predavanje Veriga vrednosti in znižanje stroškov. To, po mojem mnenju, je zelo pomembna tema za sedanje krizo. In jaz bom poskušal na hitro povedati o metodi, ki jo že več času uporabljam v različnih državah. Ponavadi ta metoda uporabljamo za razvoj strategije, ampak v času krize ona lahko gre tudi za znižanje stroškov. Moje ime je Svetoslav Birulin, jaz sem iz Rusije, vnaprej se opravičujem za naglas, ampak se bom trudil govoriti počasi in razločno. Par besed o sebi. Več kot 25 let sem delal kot direktor v Rusiji in v drugih državah, v bivših nekdanjih državah Sovjetske zveze. Veliko sem sodeloval s partnerji iz Zahodne in Vzhodne Evrope. Od leta 2016 živim in delam v Sloveniji. Trenutno nisem v Sloveniji, po naključju sem ostal v službi v Rusiji. Napisal sem nekaj knjig o strategiji in menedžmentu in na zaslonu vidite eno knjigo, da jo že, mislim, dobili, ker vsi udeleženci tega predavanja so dobili knjigo ali link na to knjigo, brezplačen in brez registracije na naši spletni strani. Ok, začnemo. Vsebina našega seminarja. Kako lahko podjetje znižajo samo stroški, ki niso tako pomembne in ohranjajo odhodke, ki so ključni z vidika bodočega razvoja. Kako lahko pri tem pomaga veriga vrednosti in kako lahko podjetje hitro najdejo nove tržne segmente, ki so primerni za razvoj. In bi želel začeti z neko mislijo. Peter Drucker je nekoč rekel, da si mora vsak menedžer vsak dan si zastavljati dve vprašanje. Prvo, kaj mora moje podjetje začeti upravljati, da bi postalo močnejše, in drugo vprašanje, kaj mora moje podjetje prenehati upravljati, da bi postalo močnejše. In v vsako krizo ta vprašanja sta zelo pomembna tudi. Druga misel je, da Jeff Bezos, ustanovitelj Amazona, je nekoč rekel, da posel to ni borba s konkurenco, ampak borba za potrošnike. V krizi boj za potrošnike postane še posebej težak in čeprav je naša sedanja tema znižanje stroškov, je pridobivanje in ohranjanje potrošnika najpomembnejše vprašanje. Moramo znižati stroške na tak način, da bi ne pozabili na potrošnike. V dobi krize marketing postane najbolj pomembna funkcija za skoraj vsako podjetje. Marketing ni kot promoviranje ali reklamiranje, vendar kot sistem zbiranja in analize podatkov o potrošniku. Podjetje, ki dobro poznajo svojega potrošnika, imajo zmeraj prednost, v času krize pa ta prednost postane še posebej velika. Ponavadi podjetje nimajo samo enega potrošnika ali eno skupino potrošnikov. Praviloma ima vsako podjetje nekaj različnih segmentov kupcev. Veliko podjetje naredi isto napako. Delijo namreč svoje klijente na podlagi velikosti, panoge ali vrste posla. Naprimer, majhno podjetje, veliko podjetje ali državno podjetje in privatno podjetje. To je napačno. V sodobnem svetu je zelo pomembno segmentirati potrošnike na podlagi zaželene iskane koristi. Vsaka skupina kupcev ima svojo zaželeno korist in to moramo zelo dobro vedeti in razumeti. Mapa trga in vrednosti. To je zelo, po mojem mnenju, koristna in učinkovita mapa, tabela, ki kaže zelo veliko važnih podatkov. Ta preprosta tabela prikazuje, kako zgleda eden izmed trgov, naprimer vaš trg ali trg, na katerem dela neko zgledno podjetje. V zgornji vrstici lahko vidite 5 segmentov v modrih celicah. To so današnji ključni segmenti klientov, katerim podjetje prodaja blago ali storitve.
Ще два сегмента ста барвана зелена. То ста моребітні сегменти, з которыми под'єтє здай само начертує соделовання. Штивілка ін знак евро приказує та обсег сегмента. Например, обсег сегмента 5 є 3,2 мільярди євро на лето. Штивілка з відсотки приказує наш тижний деліж на тистим тиргу. Например, на тиргу сегмента 4 имamo деліж n in 20%. Зеленый алердечий трикотник приказует, алибо та сегмент растел у найближней приходности, али пабо падал. У левой колонии, у згорней половицы табели со вредности озірума желія, озірума причекування клієнтів на тиргу. Например, низька ціна, хитра достава, висока каковість і так напрямую. Чи вредність зело помірна, то целиться обарвама рдечу. Чи вредність не тако важна, ампак помірна румено. Чи помін те вредності за та сегмент низик зелено. Чи целиться остане бела, то помені да та вредність странг із тега сегмента сплох не за ним. Легко видите, да є, например, вредність n зело помірна за сегменти n, 2, 3, 4. Не помірна за сегмент, например, 5. У spodnjem delu tabele so tekmice. Če je katera izmed celic rdeča, to pomeni, da s tem tekmicem v tistem segmentu konkuriramo zelo močno. Če je pa rumeno, ni tako močno. Če je celica zelena, je konkurenca v tistem segmentu s tem tekmicem je šibka. Če je neka celica prozorna, ta tekmic v tem segmentu sploh ne dela. Lahko vidimo, da se za segment številka 2 podjetje najbolj močno bori z konkurenti N, 3, N2, 3 in 4. In v celoti je konkurencija za tisti segment zelo močna. Čeprav je segment majhen, samo 0,7 milijarde evrov. Tudi lahko vidimo, da s tekmecem številka 3 podjetje že konkurira za stranke iz segmentov 2 in 3 in bo konkuriralo za segment 7, če bo šla na ta trg. To je zelo preprosto, vendar učinkovita tabela, ki da veliko koristnih informacij. Naprimer, za stranke segmenta 7 so zelo pomembne vrednosti, kjer jih ne zanimajo stranke iz drugih segmentov. To pomeni, da naše podjetje zdaj najbolj verjetno ne zna zadostovati zahtevam teh strank. Po drugi strani je segment velik in pričakujemo, da bo rastel. Ampak konkurenca v segmentu 7 je zelo močna in to ni čudno upoštevaje velikost segmenta. Če podjetje želi iti na ta trg, mora biti zelo dobro pripravljeno. Vidimo, da je tekmovanje za segment 2 najvišje. Po drugi strani ima ta segment samo eno rdečo vrednost. To pomeni, da se v tem segmentu podjetju težko diferencirati. Ta segment trga je že majhen, ampak bo rastel. Zelo dobro vprašanje, kako hitro bo rastel. In tako naprej. Na eni mapi imamo več informacij za sprejemanje pomembnih odločitev za prihodnost. Naslednji slajd je, izbira ključnih segmentov. Na podlagi mape iz prejšnjega slajda izbiramo bodoče klienčne segmente. V tabeli na čistem slajdu vidimo seznam segmentov strank, starih in novih, s katerimi bomo delali v prihodnosti ali želimo delati v prihodnosti. Označili smo tudi njihove vrednosti. Kot vidimo, smo se v našem primeru odločili spotoma zapustiti segmenta številka 2 in 3, prav tako smo se odločili razviti v novih segmentah 6 in 7. To v tistem primeru govorimo ni o prihodnosti, o najbližji prihodnosti, v 3 mesecih, v 6 mesecih, ni za 1 leto ali 5 let. Seveda. Jaz bi prosil samo, da date malo liste stran od računalnika, ker je blizu mikrofona in šumi. Hvala. Hvala. Oprostite. Ok, smo izbrali nekaj segmentov, to so naši ključni segmenti. Naslednje vprašanje je vrednosti potrošnikov. Na tistem slajdu vidite tabelo z vrednostmi,
ki smo na prejšnjem slajdu označili kot važne in zaradi tega smo jih obarvali rdečo ali zeleno na prejšnjem slajdu tukaj. Z drugimi besedami, to je seznam najbolj pomembnih vrednosti za vse naše ključne segmente, trenutne in bodoče. Vrednosti, ja mislim, da to je razumljivo. To na prejšnjem slajdu samo smo obarvali neke vrednosti z rdečo in zeleno barvo in na tistem slajdu imamo jih seznam in naslove teh vrednosti. Ampak vrednost to pomeni, da to so kar klient želi. Ampak za nas je za zmanjšanje stroškov pomembno, kaj mora podjetje imeti, da bi zadostovalo tem željem. Reči, ki jih firma mora imeti, da bi moglo opravljati vrednost potrošnika, imenujemo ključni faktorji uspeha, KFU-ji, Key Success Factors. Naprimer, stranka želi kupovati produkt po ceni, nizka cena je važna vrednost za njo. Kateri ključni faktor uspeha mora imeti podjetje, da bi prodajalo produkt po ceni? Naprimer, imeti sodobno avtomatsko opremo in nizke stroške in nakupovati surovino na debelo. To je faktor številka 1 v našem primeru. Mogoče naše zgledno podjetje vsebuje vse tisti KFU-je, ampak ponavadi jih ne. Označil sem z rdečo barvo KFU-je, v katerih ima podjetje v našem primeru prednosti pred konkurenco, kjer smo unikatni na trgu v tem smislu. Z modro pa KFU-je, v katerih delujemo vzporedno s konkurenco. Tudi to ponavadi pomeni, da zelo veliko podjetij na trgu ponudi produkt ali servis približno na isti ravni kakovosti. V našem primeru vsi nudijo omnikanalnost nakupa, oziroma naročnik lahko kupi produkt na spletu, v pisarni, po telefonu in tako naprej. Vsi ali skoraj vsi podjetje nudijo možnost nakupa na kredit, kar pomeni, da imajo partnerstvo s kakšno banko. Vse tovarne imajo mednarodni certifikat proizvodnje in nasprotno, dobro logistiko ali zanimiv dizajn nudi samo naše podjetje ali skoraj samo. Nisem označeval z barvo prvi KFU, sodobno opremo in tako naprej. Naše podjetje nima sodobne opreme, naše zgledno podjetje nima sodobne opreme, ne predlaga strankam nizko ceno, ampak stranke imajo rade naš produkt, ker je naš dizajn zelo dober in omogočajo hitro dostavo. To je, na tak način smo konvertirali vrednosti potrošnikov v stvari, ki mora imeti podjetje na našem trgu, da bi bilo uspešno. Na naslednjem slajdu vidimo verigo vrednosti. Važno je opozoriti, da vsako podjetje lahko predstavljamo kot verigo procesov, verigo postopkov. In če ti procesi lahko ustvarjajo vrednost, ki je pomembna za stranko, je podjetje uspešno. Če ne, to ni. Naprimer, nekoč je Nokia ustvarila vrednost za kupca in firma je bila zelo dobičkonosna. 3,9 milijardov evrov dobička leta 2007. Ampak potem je Nokia izgubila ta zmogljivost in podjetje je propadlo. Ni zaradi tega, da ni imelo dovolj dobička, ampak zaradi tega, da so potrošniki nehali videti vrednost v telefonih znamke Nokia. Leta 2007 smo prvič videli iPhone. In od tega trenutka Nokia je imela samo težave na trgu, vsaj na trgu pametnih telefonov. Na tem slajdu vidite zgled verige vrednosti proizvodnega podjetja. Na naslednjem bom pokazal zgled verige vrednosti podjetja, ki opravlja storitve. Zelo važno je opozoriti, da so na začetku verige na levi strani so potrošniki, ki imajo vrednosti oziroma potrebe. To so naši ključni segmente, ki so jih obravnavali na prejšnjem slajdu.
На концу віріги на десній стороні со туді потрошники, чигар потреби со успешно задовольєнні. І заради tego се віріга вредності не зачне із процесу, наприклад, набави, кod би bilo logično videti v tovarni, ampak z marketinga. У majhnih in srednjih podjetjih ni ljudi, ki se ukvarjajo z marketingom, ampak to ne pomeni, da ni procesa marketinga. Proces vedno obstaja. Nekdo v podjetju, včasih ustanovitelj, spremlja odločitve o produktu, o ceni, o pozicioniranju in se vsaj razume, da on ali ona dobro pozna svoje kupce. To je najpomembnejši proces v podjetju, ker je vsaka napaka zelo draga, še posebej v času krize. Zelo pomembno vas je tudi opozoriti, da tisti deli verige niso oddelki v firmi, ampak procesi. In to je zelo pomembna razlika. Naprimer, vhodno in izhodno logistiko lahko opravlja enak oddelek, ampak to so dva različnih procesa z vidika vrednosti potrošnika. Veriga vrednosti je veriga procesov, ni organizacijska struktura. Na tem slajdu vidimo tudi verigo vrednosti podjetja, ki opravlja storitve. Veriga je drugačna, ampak logika je ista. Na začetku je potrošnik, ki ima potrebe, na koncu pa zadovoljen in srečen potrošnik, čigar potrebe so zadostovane. Verigo vrednosti še vedno začne s potrošnikom in zaključi s potrošnikom. In prvi člen verigi je vedno marketing oziroma funkcija, ki je odgovorna za produkt in povezavo z klienti. Na tistem slajdu smo povezali naše KFU-je z verigo vrednosti, ki, kot vidimo na sliki, takšni procesi, ko sta proizvodnja in prodaja, zelo pomagata imeti KFU-je modre barve, oziroma KFU-je, ki obstajajo na trgu že dolgo časa in jih skoraj vsa podjetja tako ali drugače nudijo. Letos sem dal pod verigo. Označil sem z rdečo barvo KFU-je, ki nam prinašajo prednost na trgu. Dal sem jih nad verigo. Kot vidimo, sta glavna procesa marketinga in izhodne logistike odgovorna za tiste KFU-je, procesi R&D, pilotne proizvodnje in osnovne proizvodnje po temu tudi malo ali veliko prispevajo. Kako nam to pomaga doseči naš cilj? Pametno zmanjšanje stroškov. Dajmo malo razmišljati. Kar se tiče modrih KFU-jev, dol pod verigo, razumemo, da je težko ali celo nemogoče pridobiti prednost na trgu v tistih procesih. Če seveda ne bi obvladali kakšne tajnosti uspeha, naprimer novo tehnologijo. Če je ne, moramo upoštevati, da so potrošniki veseli videti stvari kot omnikanalnost ali mednarodni certifikat, ampak oni to pričakujejo od vsakega dobavitelja. To je že postalo nek standard v naši panogi. Vsak to ponuje in kakovost je približno ista na vsem trgu. Kakšna strategija znižanja stroškov je pametna za te procese? Znižati stroške, ampak zelo previdno. Kakovost mora biti ista, kot predlagajo tekmice. Ne višja, ampak tudi ne nižja. Znižati kakovost je zelo nevarno, saj vsaka izgubite svoje kupce. Znižati stroški procesov, ki so rdeči KFU-ji, je mogoče samo, če gre podjetje v stečaj. To je skrajni ukrep, ker tisti KFU-ji so naša prednost na trgu. Razlog zaradi katerega potrošniki kupujejo naše izdelke ali storitve. Če obstaja taka priložnost, v času krize bi bilo smiselno investirati v takšne procese. Splača se pogledati procese, ki ne naredijo KFU-jev sploh. Seveda moramo tudi to narediti previdno. Naprimer, reklamo ponovadi ne da vrednosti za potrošnike. Podjetje potrebuje reklamo, da bi opozorila potrošnika na svojo ponudbo. Ampak znižati stroške na reklamu je zelo nevarno. To treba zelo dobro premisliti.
Želel bi vas še opozoriti na to, da R&D, pilotna proizvodnja in osnovna proizvodnja samo prispevajo k ustvarjanju vrednosti za potrošnike. To pomeni, da znotraj teh procesov obstajajo drugi, bolj majhni procesi, ki jih moramo še posebno pogledati. Del teh procesov prispeva vrednosti, drugi del pa ne, kar pomeni, da lahko znižamo njihove stroške. Na tistem slajdu predlagam vam preprosto tabelo za sprejemanje odločitev. Želel bi reči, da so moji nasveti v tabeli samo priporočilo, ne zakon, ki mu morate slediti. V vsakem primeru bodo za vsako podjetje drugačne rešitve. Vsaka situacija je unikatna in vsaka ekipa sprejema svoje odločitve. Ampak vidimo na slajdu, da če naprimer proces kot reklama ali servis ni prinaša veliko vrednosti, ne ustvarja kakšen KFU, to bi bilo smiselno vsaj razmišljati o znižanju stroškov. In nasprotno, marketing, ki je proces, ki ustvarja veliko KFU in ki je odgovoren za ustvarjanje vrednosti za potrošnika, moramo stroške hraniti ali celo investirati. Ne pozabljajte, prosim, da to je samo primer. V realnem svetu morajo podjetja včasih znižati stroške za reklamo, včasih pa jih je bolj smiselno povečati. Vsaka situacija je unikatna, ta tabela pokaže samo način razmišljanja in sprejema odločitev in nič več. Sem naredil že veliko workshopov, v katerih smo tudi naredili takšne tabele in v vsakem primeru odločitev je bila svoja. Ker vsako podjetje je unikatno, vsak trg je unikaten, vsaka situacija je tudi unikatna. In imamo ključno vprašanje, kateri procesi zasluženja znižanja stroškov, kateri pa ne. Še enkrat bi želel poudariti, da govorimo ni ob oddelkih, govorimo o procesih, o postopkih. Ponavadi, ko jaz sem v preteklosti sem bil več kot 13 let sem bil direktor podjetij in sem preživel nekaj kriz. V Rusiji smo imeli ni samo krizo leta 2008, imeli tudi krizo leta 2014, to je bila lokalna, ampak zelo močna kriza. V celoti današnja kriza je četrta v zgodovini ruskega biznesa. In leta 2008, leta 2014 sem moral sprejeti odločitve za znižanje stroškov, seveda, ampak kaj sem imel na razpolago? Imel sem proračun, imel sem P&L statement, imel organizacijsko strukturo in to so zelo slabe vire za informacije, ker podjetje to ni, vsako podjetje ni organizacijska struktura in ni proračun. Vsako podjetje je nekaj seznam procesov, kup procesov, na koncu teh procesov je pa vrednost za potrošnike. Če te procese delajo učinkovito, če nudimo res dobro, važno, pomembno vrednost za potrošnike, podjetje je uspešno. In če želimo znižati stroške, moramo gledati na podjetje kot na kup procesov. Drugo vprašanje je, kateri procesi nasprotno potrebujejo investicije. Včasih je zelo težko govoriti o investicijah v času krize, ampak če podjetje ni gre v stečaj, če podjetje ima nekaj denarja, to je smiselno stroški za te procese samo povečati. Kateri procesi lahko oddamo na outsourcing? Včasih, če proces ni ustvarja veliko vrednosti za potrošnika, ampak on je pomemben za podjetje, mogoče to je en način obnašanja s tem postopkom. Ali bodo naši KFU-ji, ki nam pomagajo pridobiti vrednost, še pomagali v prihodnosti? V času krize svet se zelo hitro spremeni
In moramo upoštevati, da naprimer, če včeraj naše podjetje predlagalo zelo pomembno vrednost za potrošnike, naprimer kakovost, že jutri mogoče se bo to spremenilo na ceno. Če potrošniki bodo začeli razmišljati bolj o ceni kot o kakovosti. Tako, to je res mogoče. Kaj se moramo spremeniti v naših glavnih procesih? Ker govorimo ni samo o znižanju stroškov, ampak tudi o pametnih spremembah, ki pomagajo nam neki procesi, še posebej procesi, ki naredijo KFU-je, narediti bolj učinkoviti, kot oni so bili prej. Seveda govorimo samo o glavnih procesih. Nedvomno ste že opazili, da smo govorili samo o glavnih procesih, kot so proizvodnja, logistika ali nabava. Ampak v vsakem podjetju obstajajo tudi drugi procesi, kot so administracija, upravljanje s človeškimi viri, finance in tako naprej. Ti niso udeleženi pri ustvarjanju vrednosti neposredno. Ampak to še ni pomeni, da moramo v vsakem primeru znižati njihove stroške. To je odvisno od vrednosti tudi in KFU-jev. Naprimer, če je glavna vrednost potrošnikov dober servis, potrebujemo tudi zelo dober oddelek upravljanja s človeškimi viri, ki lahko poskrbi za hitro in učinkovito usposabljanje uslužbencev. Če je močna vrednost našega potrošnika nizka cena, potem lahko naš oddelek za finance temu zelo močno prispeva in tako naprej. Glavno pravilo je vsakič, v vsakem primeru se vprašati, ali ta proces ali del procesa pomaga ustvarjati vrednost za potrošnika ali KFU-je za podjetje ali ni. In na tak način razmišljamo tudi o dodatnih procesih. Ali znižati stroški ali ni. V celoti sem opisal mojo metodo. To je preprosta metoda, ki ima nekaj prednosti. Je vizualna. To je zelo pomembno, ker ponavadi obravnavamo te stvari na workshopu z ekipo in to je zelo težko razmišljati o takšnih stvari, ko imamo na razpolago samo številke. Procesi so vizualni, lahko uporabljamo kakšno mapo trgu in tako naprej. Nedvomno, metoda je vizualna. Moje izkušnje govorijo, da so slike vedno boljše od številk ali besedil. Povezuje stroške in stranke, ker ko sem bil direktor podjetij, to je bilo zelo težko razmišljati, kakšne stroške lahko znižam, kakšne pa ni, ker nisem videl res povezavo med stroški in stranke. Podjetje pogosto pozabljajo na stranke, ko razmišljajo o stroških. Metoda je ugodna za delo z vašim timom, z vašo ekipo. Seveda lahko to naredite tudi sami, ampak če se člani vašega tima udeležijo procesa brainstorminga, lahko kot prvo ponudijo kakšne dobre ideje, kot drugo boljše razumejo razloge vaših odločitev. Metoda je bolj učinkovita od drugih, ker zelo očitno prikazuje, katerih stroškov sploh ne rabite znižati. Naprimer, stroški, ki so odgovorni za vrednost za potrošnike. In metoda je res preprosta. Potrebujete samo en sestanek s svojo ekipo za en dan, mogoče 2 dneva, da bi sprejeli vse ključne odločitve. In ta metoda je tudi seveda komunikacijsko orodje. Ni samo mapa, ni samo nekaj papirjev, to je tudi komunikacijsko orodje. Seveda bodo vaši napori prinesli več rezultatov,
ukolikor boste delali skupaj z svojo ekipo. Od začetka te krize sem že naredil več internetnih delavnic in vidim, da so zelo učinkovite. Člani ekipe so pogosto prestrašeni v času krize in bolj mislijo o svoji usodi kot o biznisu. Če naredite delavnico oziroma sestanek samo za en dan ali za 2 dneva, boste usmerili njihovo mišljenje v konstruktivno smer. Poleg tega verjamem, da boste slišali nekaj novih idej. Seveda, da bi to naredili najbolj efektivno, morate imeti več podatkov o svojih strankah. Kaj je res vrednost za njih, kaj pa ne. Vem, da veliko podjetij teh podatkov nimajo na razpolago trenutno. To je seveda slabo, vendar trenutno verjetno nimate časa za njihovo zbiranje. Ampak, če ste že dolgo časa na trgu, lahko uporabljate hipoteze namesto podatkov. Boljše je uporabljati hipoteze, kot sploh ne delati tega. In seveda, ko ste sprejeli vse odločitve, zelo dobro poznate, verjamem, da sprejemanje odločitev še ne konec zgodbe, ko ste sprejeli vse odločitve za znižanje stroškov, potrebujete stari, dobri časovni načrt ali roadmap, vsaj za 3 mesece naprej. Jaz priporočam, da bi podjetje imelo načrt za 3 mesece v času krize. Vsaj. Morate zelo dobro in natančno odločiti, kdo in kaj naredi in kdaj za znižanje stroškov. Kdo, kaj in kdaj naredi za znižanje stroškov. Ta načrt naredite tudi s svojo ekipo. In potem vsak enkrat na teden, ne manj pogosto, organizirajte poseben sestanek za obravnavanje postopka spremembe. Na kratko, na hitro, to je vsa zgodba, vsa moja metoda. Hvala za pozornost. Če imate kakšno vprašanje, lahko odgovorim takoj ali potem tudi lahko nam napišete na spletno stran na našo. Sem pozabil reči, da boste po dogodku boste dobili ni samo prezentacijo, ampak tudi besedilo tej prezentaciji, ker to lahko zelo pomembno, če želite uporabljati ta metoda. Ok, in še moram reči, da po koncu predavanja vas prosimo, če lahko izpolnite kratko anketo, ki jo lahko najdete v Q&A delu našega sistema. Prezentacijo boste, posnetek in PowerPoint prezentacijo boste dobili na vaš e-mail in tudi dobili besedilo. Linko z knjige ne najdem, lahko pošiljite ponovno povezavo. Dame in gospodje, če imate kakšno vprašanje, lahko jih odgovorim. Všeč so mi poenostavljeni primeri, posebej na najvišji ravni. Danes imamo poplavo kompleksnih metod, ki imajo pri nas precej menedžerjev podpira kompleksno. Enostavni primeri, kakšen enostavni primer? Naprimer, par tednov nazaj smo imeli online sestanek z podjetjem. Ta workshop smo naredili online in smo našli, da stroški za, naprimer, proizvodnjo so zelo velike. In z pomočjo ta metodo smo delili stroški. Del teh stroškov je bil zelo pomemben, ker kakovost blaga je bila zelo važna v tistem primeru. Ampak smo našli zelo veliko stroškov, ki niso bili tako pomembni in jih seveda zelo hitro znižali, ampak zelo dobro vedeli v tem trenutku, ali bo to
vplivalo na kakovost produkta ali ni. Ne vem, če ni odgovoril na vaše vprašanje, prosim, napišite. Pod anonimnim linkom ni bilo te knjige, to je bila tehnična napaka, se opravičujem, jo že včeraj smo popravili. Eno vprašanje imate spodaj. V katerem slovenskem podjetju ste to metodo uporabili? V slovenskih podjetjih še nismo uporabljali ta metodo. Uporabljali jo smo na trgih bivši Sovjetski zvezi, nekdanje Sovjetske zveze. V podjetju Agora DO imamo na voljo izdelavo analiz z Excelom. Izvajamo tudi usposabljanje. To je več izgleda kot reklamo, no ni kot web dan. Ampak to ni odvisno od države, to je universalna metoda. Jo lahko uporabljamo kjerkoli. Ni odvisno od podjetja tudi. Ona je učinkovita in za majhne podjetje, pa tudi za velike. Ne vidim razlike. Хотел sem poudariti prednosti enostavnih metod pred kompleksnimi projekti. Zanima me, če slovenski podjetniki to že prepoznajo. Ne vem, ne moram reči za vseh slovenskih podjetnikov, ampak res, seveda to je ni tako točna metoda. Seveda, če podjetje je veliko, to metodo moramo uporabljati nekajkrat. Ni samo enkrat, mogoče za vsak oddelek ali za vsak trg posebej, ampak res metoda pomaga vsaj videti postopke, ki jih moramo znižati stroški zelo hitro. Ali svetujete brainstorming v podjetju kot podlaga za opredelitev vrednosti za kupce? To je odvisno od tega, ali imate na razpolago neke zelo točne podatke. Če, na primer, podjetje ima podatke o vrednosti, ekipa samo razmišlja o tem, kakšne procese moramo znižati, kakšne pa ni. Če podjetje nima, to pogosto, pozabil sem besedo, oprostite. Če podjetje nima teh podatkov, v workshopu z ekipo obravnavamo te vrednosti in iščemo jih, in seveda to pogosto postane neka težava, ker različni člani ekipe vidijo trg, vidijo potrošnikov in vrednosti različno. In to je težava, ampak moramo to je težava samo to je težava celo ni v času krize, ampak v času krize to je zelo močna težava, ker vsi člani ekipe morajo gledati na trg na enak način. In na workshopu to težavo obravnavamo in sprejemajo kakšno odločitev. In iščemo kakšen skupen pogled na trg. Hvala, bilo enostavno. Hvala vam. Ok, novo vprašanje. Ali vpliva na to metodo korupcije, ki je prisotna tako v Sloveniji in v Rusiji? Korupcija je prisotna povsod, ampak ja, res sem nekoč sodeloval, par mesecev nazad sem sodeloval s podjetjem, ki deluje na trgu, ki deluje v Rusiji z podjetji, ki pripadajo vlade, in to ni tako enostavno, ni tako preprosto sodelovati v Rusiji s podjetji, ampak oni znajo, kako delati s tistimi podjetji, in to je njihova prednost, njihov KFU tudi. Seveda ta informacija ni
не objavljajo na spletni strani, ampak oni znajo zelo učinkovito delati z vladne podjetje, ki vpraša za nek bonus. Hitro bom še enkrat poslušala posnetek. Knjigo sem že naložila, hvala, ste mi pomagali, kako se lotiti, tu sem imela kar nekaj težav. Vse dobro. Ja, in zaradi tega bomo tudi poslali vam z mailom besedilo, ni samo posnetek, ampak besedilo tudi zraven. Vsi ti besede, ki sem govoril, boste dobili na e-mail, da bi potem imeli na razpolago predstavitev, posnetek in besedilo. Še enkrat hvala za pozornost. Upam, da ta metoda bo za vas koristna in upam, da boste srečno preživeli ta krizo in boste bili uspešni v prihodnosti vsi.